Dobro jutro, tukaj Valentin, ura je 15 do 8. Danes bom pa govoril o določenem fenomenu, ki ga zaznavamo kot utrujenost okoli oči in s tem povezanimi miselnimi vzorci. No, v mojem procesu se trenutno najbolj soočam z to posledico, ki jo jaz osebno zaznavam kot občutek utrujenosti okoli oči, ko v predelu okoli oči nastane občutek teže, kot neka taka utež, ki mi potem veke sili navzdol, mi daje občutek, da bi najraje počil, me naredi zaspanega. In pri Destini imamo zelo natančne informacije o vseh podrobnih manifestacijah, ki se potem pojavijo na fizičnem telesu, od raznih bolečinskih točk in podobno. In zelo specifična razlaga je tudi glede občutka utrujenih oči. No, jaz bom zdaj majčkeno povzel to gradivo, ki je sicer zelo natančno in specifično. Za tiste, ki vas zanimajo bolj podrobne informacije, pa vas vabim, da si pogledate originalne avdioposnetke, do katerih bom navedel povezave pod tem videoposnetkom. In tokrat seveda pa samo nekaj malenkosti. Področje oči je povezano z določenimi miselnimi vzorci videnja, sprejemanja. Obstaja določen del področja oči, kjer ko se ta občutek pojavi, da je direktno povezan z fizičnim občutkom utrujenosti. Torej, preko občutka utrujenosti v določenem predelu oči nam fizično telo sporoča, da je utrujeno in da potrebuje počitek in da smo takrat res zaspani in moramo zapreti oči in počiti. Torej, določen del tega občutka je nekako veljaven v smislu fizične utrujenosti. V določenih drugih predelih oči, ko se ta občutek pojavi, pa je ta občutek povezan z miselnimi vzorci. So nekako resonančna posledica določenih misli. In te misli so predvsem v smislu tega, da smo utrujeni od življenja, češ da tisto, kar vidimo, da bomo morali narediti, da je to za nas neka prisila, da je nekdo drug odgovoren za to, da smo v taki situaciji, kot smo, da smo nekako ujeti v stanju nekega življenjskega cikla, iz katerega ne moremo ven in za katerega nismo sami odgovorni, in nekako krivimo druge za to, da smo v takem stanju, kot smo. No, seveda nekaj glede tega je res, je stanje v našem življenju odvisno tudi od drugih, ampak v prvi vrsti je pa stanje, v katerem smo, posledica vseh naših preteklih življenj, naših preteklih odločitev in smo za njih sami odgovorni. In tudi za naše miselne vzorce smo sami odgovorni. Tako da ključno je prevzeti odgovornost za to, da raziščemo, kje, na kakšen način nekako zapadamo v vzorce smiljenja samemu sebi in projiciranju odgovornosti za naše življenje na druge, navzven, ker samo z prevzemanjem polne odgovornosti za naše trenutno stanje se lahko potem osvobodimo tega občutka. Pa še nekaj, torej
občutek teže se pojavi zaradi teh negativnih miselnih vzorcev. Ni pa rešitev zdaj, da se nabijemo za neko pozitivno energijo na tem področju, kajti lahko sicer nekaj počnemo, gledam kakšen film, vesel in tako naprej, in dobimo potem nek ta občutek lahkotnosti, vedrosti okoli oči, ampak to je spet samo polarnost v smislu tega vzorca in slej ko prej ta občutek lahkotnosti izgine. Zato je ključno, da se soočimo tako z pozitivnimi kot negativnimi miselnimi vzorci glede tega občutka, glede definicije, da smo ujetosti, da nismo odgovorni za svoje življenje, da zvračamo pozornost na druge, navzven. In samo na ta način bomo dolgoročno postali čustveno stabilni in tudi bili manj utrujeni, manj zaspani, bomo lahko manj časa spali, ker bo manjša potreba po temu. Tako da tudi jaz delam na tem področju, da bi te vzorce čim bolj preobrazil. Toliko glede tega. Nas videnje prihodnjič.